To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. 70. obletnico Pomurskega muzeja Murska Sobota obeležili z otvoritvijo razstave Razkošje grofov Zapari. Zaključni dogodek projekta Tudi ti šteješ. Prenovljena podoba skupine Moji mediji. In še vreme, jutri bo delno jasno s plohami. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, lepo pozdravljeni. Ob 70. obletnici Pomurskega muzeja Murska Sobota je včeraj v razstavnem prostoru Soboškega gradu potekala otvoritev razstave Razkošje grofov Zapari. Na razstavi so prvič po več kot 90 letih v Soboškem gradu na ogled kosi pohištva in okrasja, ki so krasili bivalne prostore plemiške rodbine Sapari, zadnjih aristokratskih lastnikov gradu. V letu, ko Pomurski muzej praznuje 70 let delovanja, je njegovo jubilejno počastitev na ogled razstava z lično oblikovanim katalogom razstavljenih predmetov grajskega inventarja rodbine soboških grofov Saparijev z naslovom Razkošje grofov Saparijev avtorice Tamare Andrejek. Ob visoki obletnici muzeja javnosti predstavljamo zgodbo o razprodaji notranje opreme gradu, ki je bila prava zakladnica umetnin družinske zbirke rodbine Sapari. Kosi izvirne grajske opreme in okrasja so bili razprodani pred več kot 90 leti in se danes nahajajo v zbirkah Narodnega muzeja Slovenije, Pokrajinskega muzeja Maribor in Univerzal muzeuma Joannemum v Gradcu. Da smo pripravili zgoraj v drugem nadstropju res razkošno, čudovito razstavo, ki pa je brez sodelovanja s inštitucijami v Sloveniji, kako tudi v Avstriji, ne bi bilo. 70 let Pomurskega muzeja Murska Sobota, v katerem že kar nekaj časa nastopam kot kustodinja, kot skrbnica umetnostno-zgodovinske zbirke, vam lahko iskreno povem, da sem si uresničila sanje. Ko sem začela prebirati ta dražbeni katalog in ko sem prišla prvič v stik z arhivskimi mapami, ki jih danes hranimo v Murski Soboti, v oddelku za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor, in se videla, kdo so bili kupci, imena, Sobočanci, znani in predvsem ravnatelj Narodnega muzeja, javne zbirke, vse te zgodbe in da so predmeti dostopni, da lahko zaprosimo, seveda pogum v meni je moral zoreti nekaj let, da ne bom govorila o desetletjih. Razstavo je odprl župan mestne občine Murska Sobota. Pomurski muzej je v svoji zgodovini gostil številne razstave, dogodke in raziskovalne projekte, ki so širili znanje o naši regiji in povezovali ljudi. A njegov največji zaklad je vedno bila zgodba. Zgodba o naših prednikih, o njihovih navadah, praznovanjih in šegah, njihovem verovanju in upanju. Zato naj nas tudi razstava zadnjih aristokratskih lastnikov Soboškega gradu poveže zgodovino naše pokrajine in morda navdihne za nove priložnosti. Razstava bo na ogled do meseca maja 2026. Na Ljudski univerzi v Murski Soboti je potekal zaključni dogodek programa projekta Tudi ti šteješ, v romščini T2 Gains. Projekt v sodelovanju izvajata Mozaik, Društvo za socialno vključenost in Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje. Namenjen je romskim ženskam, ki želijo okrepiti svojo vlogo v družini, skupnosti in družbi ter pridobiti nova znanja, samozavest in priložnosti za boljše življenje. Številne romske ženske v Pomurju se namreč še vedno soočajo z izzivi, kot so socialna izključenost, nizka izobrazba in omejene zaposlitvene možnosti. Pomembno je, da izvajamo ta program, da motiviramo ženske, jim pomagamo, da si lažje najdejo zaposlitev, imajo težke razmere, družinske, socialne, finančne, in jim probamo pri vseh teh zadevah pomagati,
koliko pač imamo moči, sodelujemo pa potem tudi aktivno s centrom, s CSD-jem in pa Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, z njihovimi predstavniki, ki nam pomagajo, da ženskam skupaj omogočimo oziroma pomagamo, kakšne te težave premagovati. Zveste spremljevalce spletnega portala Sobota Info je danes pričakala nova podoba prenovljene spletne strani, ki pa je del širše medijske skupine Moji mediji. Z nami je odgovorna urednica Samanta Gomboc. Lepo pozdravljena. Pozdravljena. Sodelavci ste imeli nocoj kar dolgo noč. Ja, eni so spali več, smo spali več, eni so spali manj. To je seveda naša tehnična ekipa, ki je opravila res odlično delo, moram jih pohvaliti. Seveda pa ni šlo za le nekaj neprespanih ur. Ta razvoj je seveda trajal že mesece in danes smo lahko pokazali rezultat. Združili ste ideje in moči in kakšne prednosti prinaša prenova? Ja, bralci medijske skupine Moji mediji, v katero seveda sodi tudi Sobota Info, lahko odslej dostopajo do preglednejše, sodobnejše grafične zasnove, ki bralcem seveda omogoča enostavnejše branje novic, hitrejše delovanje spletne strani, boljša povezanost in dostopnost je tudi do ostalih novic iz Slovenije, torej do novic iz drugih regij. Novost je tudi uporaba orodij umetne inteligence za prepoznavanje sovražnega, žaljivega govora, tako da tukaj smo storili še en korak naprej v smer preprečevanja tega spletnega bullyinga. Poenostavljena pa je tudi registracija in prijava, ki bo v prihodnje omogočala v bistvu še boljšo uporabniško izkušnjo, tudi nekatere dodatne funkcionalnosti, o katerih pa bodo naši bralci in bralke pa še obveščeni. No, ta zgodba se je začela tukaj v Murski Soboti, postajate pa nepogrešljivi tudi v drugih krajih, če jih malo naštejeva za začetek. Tako, ja, ob Sobota Info v medijsko skupino Moji mediji sodijo še Maribor Info, ki bo prihodnje leto praznoval 10. obletnico. Potem že kar nekaj let smo aktivni tudi na Ptuju, kjer delamo spletno stran Ptuj Info. Ljubljana Info je še eden izmed naših medijskih igralcev na lokalnem trgu in potem najmlajši med njimi je Dolenjska Info, se pa je naši medijski skupini spletnih medijev pred kratkim pridružil tudi Pomurec. In verjetno vsak kraj prinaša tudi določeno specifiko. Tudi določeno specifiko, kar pa je skupno vsem, je to, da so najbolj brane lokalne zgodbe, lokalne novice, predvsem tiste s pozitivno težo, kar nam daje še tisto dodatno potrditev, da si ljudje želijo res dobrih, pozitivnih, odmevnih zgodb, ki pa jih seveda z veseljem najdemo, objavimo in predstavimo, mogoče na način, na katerega pa v nacionalnem mediju ne bi dobile tega medijskega prostora. Veliko posameznikov si zjutraj skuha kavo, potem pa klikne na vašo stran, dneva si preprosto ne znajo predstavljati brez vas. O kakšnih številkah lahko govoriva? Če se zdaj dotaknemo najprej celotne mreže Moji mediji, se lahko pohvalimo z podatkom, da nas na mesečni ravni spremlja redno čez 570 tisoč različnih uporabnikov in to nas pravzaprav umešča med top 10 medijskih izdajateljev v Sloveniji. Na ravni regij to pomeni tudi, da smo seveda prvi na Ptuju, to pomeni, da smo najvplivnejši medijski igralec v Mariboru in tudi v Ljubljani, potem Dolenjska Info, kot sem omenila, naš najmlajši otrok, tam branost raste iz dneva v dan. V Pomurju pa ustvarjamo medijske vsebine, torej medijske zgodbe za Sobota Info in Pomurec. To sta dva največja in najbolj brana spletna medija v regiji. Sobota Info mesečno redno presega čez 300 tisoč različnih uporabnikov, Pomurec pa čez 200 tisoč različnih uporabnikov, tako da to so res kar visoke številke. Te številke pomenijo tudi motivacijo in pa odgovornost za ustvarjalce, po katerih vsebinah pa uporabniki najpogosteje posegamo. Kot sem že prej omenila, torej vse bolj opažamo, da so zgodbe ljudi, tiste, ki imajo res največ zanimanja, o katerih
nekako najraje preberemo, sploh če jih poznamo, sploh če so to recimo, ne vem, naši sosedje, naši sorodniki, ljudje iz okolja, ki jih poznamo iz katerikoli drugih funkcij, pa potem lahko o njih preberemo še kakšno pozitivno zgodbo. Tako da res, ja, zgodbe ljudi, lokalne zgodbe, ki drugje mogoče ne bi dobile tega medijskega prostora, in to je tudi cilj, usmeritev, v katero bomo šli še naprej. In to je ravno tista prednost lokalnih medijev, ki pa imajo seveda pomembno vlogo. Ja, medijska skupina Moji mediji se uveljavlja kot sinonim za neodvisno lokalno poročevalstvo. Izstopamo po hitrosti, izstopamo po dobri mreži poročevalcev. In če torej povem nekako po domače, gradimo tam, kjer umetna inteligenca hodi bosa in slepa, gradimo tam, kjer so si nacionalna uredništva odrezala dopisniško mrežo, in gradimo tam, kjer bi zgodbe ljudi verjetno ostale preslišane. No, prenova je vsekakor dala zagon vaši ekipi. Kaj si kot urednica želite za vašo medijsko skupino v prihodnje? Seveda cilji so te številke še dvigniti, torej branost bo zagotovo še rasla, ker je uporabniška izkušnja boljša, pa verjamemo, da bomo dosegli tudi uporabnike, ki nas morda še doslej niso odkrili. Verjamemo, da bo tako. Najlepša hvala za povedano in veliko uspeha še naprej. Hvala. Poglejmo še, kaj pravijo vremenoslovci. Jutri bo delno jasno s plohami. Zjutraj je bilo jasno. Opoldne so v Murski Soboti in Radencih namerili 19, v Lendavi 17, v Krajinskem parku Goričko pa 18 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo posamezne plohe. Jutranje temperature bodo od 2 do 8, najvišje dnevne od 10 do 16. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 7, v Mariboru in na Ptuju 6, najvišje dnevne pa v Murski Soboti, Mariboru in na Ptuju 13 stopinj Celzija. V soboto bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, čez dan bo spet zapihal jugozahodni veter. V nedeljo se bo od juga pooblačilo. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 3 in 7, čez dan pa med 11 in 14 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!